V 13. stoletju je na gradu Ostri Vrh na Svibnem živel slavni vitez Viljem Ostrovrhar. Danes v isti idilični vasici, le nekaj 100 metrov od razvalin gradu, neutrudno ustvarja kovaški mojster, ki se je svojega poklica izučil pred 68 leti. Zgodovinska nit se je prilepila na prste Martina Oblaka, ki ga je od nekdaj navduševala viteška oprema. Obiskali smo njegovo delavnico in opazovali mojstra pri delu. Prikazal nam je, kako ročno kuje meč, in ob tem pripovedoval, da so Rimljani za vojskovanje uporabljali meče, ki so merili v višino 60 centimetrov in bili 60 centimetrov široki. Meči Keltov pa so bili lahki, tehtali so zgolj pol kilograma. Mojster Oblak opremo izdeluje po muzejskih originalih. Zanimivi so njegovi oklepi, ki jih je možno nositi in so izdelani po krojih. Izdelava oklepa. Tu je pa vsak detajl od čelade, ram, rok. Tu so kroji, isto kakor ima krojač kroje, tako imam jaz tudi vse kroje za kompleten oklep. Razlika je ta, da jaz rabim še modele zraven. Krojač ne rabim drugih modelov, samo kroj. Jaz rabim pa točno model, da po tistim modeli oblikujem, da rama paše. Komolčniki pašejo, poli kolenčniki, poli rokavice. Oklepa vitezi niso mogli sami sleči ali obleči, vedno so potrebovali pomoč. V povprečju tehta oklep 30 kilogramov in ga mojster izdeluje več mesecev. V višino merijo 170 centimetrov. Njihovo funkcionalnost pa preveri tako, da jih obleče. Rimljani so bili pa samo do prstno so imeli oklepe, ostalo so imeli pa ledar, čelade in pa okrogle ščite so imeli, okrogle ščite in tudi podolgovate, ki so jih uporabljali proti Keltom. To je srednjeveški oklep, iz srednjega veka, germanski, in je oklep namenjen da je vojščak bil na konju. No, iz srednjega veka imamo pa ponaredke, tukajle je verižni oklep. To je zelo gibljivo. Je pa malo lažje, kakor so iz pločevine, gibljivost pa veliko večja. Ima pa to tudi slabo stran, kakor ostali oklep, ki imamo orožje za uničevanje verižnih oklepov. Izdeluje tudi moške in ženske deviške pasove. Ko so jih uporabljali največ graščaki, ko so hodili se bojevati in so žene zaklenili, dokler ga ni bilo nazaj. Za koga največ delate? So to privat zbiratelji, tujci, muzeji? Ja, za gledališča sem kar nekaj delal. Naj bo to za Maribor, Celje. No, drugače sem pa razstavljal kar na Celjskem gradu, precej na Bogenšperki, kar, ne, te me sploh poznajo.
v Sevnici pa sploh, tle pa je sploh nekaj detajlov mojih tudi noter, so jih, ne, to so pa lepo odkupili. V njegovi zbirki se najdejo tudi predmeti, ki na prvi pogled ne sodijo tja. Tukaj gor, nad vsem tem imamo pa potapljaške čelade so to. Z katerega obdobja? Iz 1600, to so tale Avstrija, Avstro-Ogrska je to ta prva uporabljala takele čelade. To je prihod zraka noter in to je pa odhod zraka ven. Kovaški mojster Martin Oblak nas je spomnil na zaprašena zgodovinska obdobja, ki jih prav on s svojimi izdelki ohranja pri življenju. V njegovi delavnici se velikokrat oglasijo radovedneži, otroci in naključni popotniki, ki želijo izvedeti več o njegovem delu. Sam pa meni, da kovačem bije poslednja ura in so malodane ogrožena vrsta. Zelo težek problem se tega tiče našega kovaštva zdajšnjega, ko je sama tehnika je zamenjala ves kovaško orodje in ves kovaški del. Vse izdelke, to je vse zdaj, bi rekel, tudi veliko plastika zamenjala. Poli so vse stroji zamenjali. Tako da tisti izdelki, ki sem se jih jaz mogel naučiti, ko so jih kmeti nujno uporabljali, sploh več upoštev ne pridejo. Kar se pa tegale srednjeveškega dela tiče, no, tole pa ni toliko kovaja. To je skoraj v večini hladen del. Razen izdelava meča, to je pa še po starem kovaškem delu se pri nam naredi meč. In to glih tako, kakor jih zdaj že izdelujejo, nič ročen, pač pa vse strojno. Zdaj, kjer je boljši, kjer je slabši, to pa ne vem. Ja, uporabni so pa vsi, kakor jih pri nam naredimo. Po odhodu v pokoj pred 27 leti je mojster večino svojega časa posvetil izdelovanju viteških oklepov in srednjeveškemu orožju. Velikanska škoda bi bila, da bi vsa umetnost kovanja, ki jo negujejo na domačiji Oblakovih, potonila v nič. Tudi zato danes svoje dragoceno znanje predaja naprej svojemu sinu, ki očetu večkrat pomaga pri delu in je tudi sam navdušen nad staro obrtjo kovanja. Otroci pa bodo morda nekoč prepevali izštevanko. Kovač Oblak meče kuje, koliko časa potrebuje. Vija vaja ven.